Ta avto ne bo šel vsako garažo in tega si niti ne želi. No, s temi besedami so tako zanimivo pri slovenskem uvozniku Forda pospremili prihod Explorerja na slovenske ceste. Pravijo, da so glavni aduti tega avtomobila prvorazredno udobje, prave terenske zmogljivosti in za nameček možnost vožnje povsem na elektriko. Explorer bo namreč v Sloveniji na voljo le kot priključni hibrid. In prav priključno hibridni pogon omogoča, da je lahko ta gromozanski, več kot 5-metrski SUV zanimiv tudi za Evropo. Seveda njegovo pravo domovanje je onkraj Atlantika na cestah Severne Amerike, kjer je Explorer na voljo že več kot 3 desetletja. No, v svojih 6. generaciji pa se uvršča med nekoliko manjši model Edge in še večji model Expedition. Ja, resnica je, da večinoma ta avto poznamo iz recimo ameriških filmov, ne, in tudi deluje ameriško dizajniranje, ameriško. In to je tisto, kar si je veliko ljudi, tudi recimo jaz v mladosti, ko sem gledal ameriške filme, želel. Po drugi strani so bili ti avtomobili večinoma opremljeni z velikimi motorji, z veliko porabo. Zdaj, ko smo dobili tudi priključno hibridni pogon, lahko tak avto te velikosti in te moči ponudimo z razmeroma zelo nizko porabo. Če ga polnite v službi ali pa doma, lahko tudi ne porabite goriva sploh. Poglejmo, kako je sestavljen pogon tega prestižnega SUV-ja. 3-litrski bencinski motor s 6 vali in elektromotor skupaj zagotavljata kar 336 kW moči, električna energija pa je shranjena v bateriji s kapaciteto 13,6 kWh. Moč se preko 10-stopenjskega samodejnega menjalnika prenaša na vsa 4 kolesa, za učinkovitost delovanja pa skrbi sistem za obvladovanje terena s 7 voznimi načini. Poleg običajnih načinov delovanja pogona, torej električnega, hibridnega in bencinskega, imamo na voljo tudi način za vleko prikolice. Ta zagotavlja čim več navora pri nižjih vrtljajih. In ker pogon Explorerja zagotavlja kar 825 Nm navora, lahko s takšnim avtomobilom vlečemo tudi prikolico z maso do 2500 kg. Explorer je izjemno primeren za vleko največjih počitniških prikolic ali velikih gliserjev, recimo, ne. Pogosto bojo naši kupci Forda Explorerja imeli tudi v lasti eno ali drugo, ne. Explorer je torej najzmogljivejše Fordovo hibridno vozilo doslej. Je obenem terenec in družinski prostornež. V kabini je namreč 7 sedežev. No, kam ta avto umeščamo znotraj Fordove ponudbe? V resnici je Explorer med osebnimi avtomobili najdražji Ford. Ampak, ko ga primerjamo z najožjo konkurenco, ugotovimo, da je cenovno zelo konkurenčen. Vsi asistenčni sistemi in vsa najbogatejša oprema je pri Explorerju vključena serijsko. Praktično je za doplačilo pri Explorerju pri obeh različicah, tako ST-Line kot Platinum, na voljo samo barva, med katerimi lahko izbirate, plus vlečna kljuka.